Lepo pozdravljeni na okrogli mizi etika v družboslovnih raziskavah. Jaz sem vesela, da ste kljub temu, da je ob noči raziskovalcev toliko dogodkov prišli na tega. Mi bomo govorili o etiki v družboslovnih raziskavah, kaj je etično za tistega, ki je preiskovanec in kaj za tistega, ki so jim namenjeni rezultati raziskav. Zdaj, te odgovore bomo poskušali najti, jaz mislim, da jih bomo bolj iskali, z izrednim profesorjem dr. Samom Uhanom z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, kjer izvajate projekt Slovensko javno mnenje, eno najdaljših raziskav pri nas, družboslovnih raziskav, ki se bomo posebej dotaknili. Potem je z nami profesor dr. Borut Ošlaj z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je obenem tudi član komisije za medicinsko etiko. Z nami je profesor dr. Grega Repovž z Filozofske fakultete in tudi z laboratorija za kognitivno nevroznanost, kjer izvajate številne raziskave o osnovnih procesih človeške kognicije. Potem je z nami še en Gregor tokrat, in sicer izredni profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in vodja laboratorija za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja in tudi vodja raziskave športno-vzgojni karton. To je pa druga taka raziskava, ki pri nas poteka že kar nekaj let in je tudi zelo zanimiva in jo bomo podrobneje predstavili. Moje ime je Renata Dacinger in sem urednica oddaje o znanosti na televiziji Slovenija Ugriznimo znanost. Jaz mislim, da si za uvod naši sogovorniki zaslužijo en toliko pozdravljen aplavz. V prvem stoletju je Celsius opravičeval poskuse na obsojenih kriminalcih tako, da bo njihovo trpljenje v dobrobit številnih nedolžnih ljudi še leta naprej. Zdaj potem, seveda se je v tem času veliko zgodilo, danes so stvari povsem drugačne, pa vendar je v tej zgodovini različnih raziskav na ljudeh prihajalo do zelo veliko neetičnih raziskav, neetičnih dogodkov. Pa bi profesor Ošlaj najprej vprašala vas, kako je pravzaprav to mogoče, če lahko rečemo, da je po eni strani pa tista etika ena sama in velja že od nekdaj? Res? Ena sama in velja od nekdaj. Mogoče najprej za začetek čisto terminološke nejasnosti, da razčistimo, smo potem lažje pogovarjali. Z etiko praviloma mislimo, in to večina vendarle upam, da ve, teorijo moralnega delovanja. Etika je preprosto kritičen razmislek o načini človekovega moralnega delovanja, občutenja, vrednotenja in tako naprej. In to vemo, da se skozi stoletja spreminja z spremenjenimi družbenimi razmerami. V tem smislu bi težko govorili o eni sami etiki, vendar je pa treba dodati, in to je najprej zdaj podtom vašega vprašanja, da pa vendarle obstajajo norme, za katere lahko rečemo, da se bolj ali manj ohranjajo skozi različne civilizacije, skozi različne čase in prostore. To sem ciljala prav na to stvar, ne? Vedno bi delovali v dobro ljudem. Ampak tukaj nekako nastane zdaj problem. Po eni strani govorimo o tem, da so določene vrednote večne, tako kot sočutje, pravičnost, prijateljstvo, pomagati bližjemu, trpečemu in tako naprej. Tudi pogum, klasične vrednote, po drugi strani pa se ravno zaradi dilem sodobnega časa, zaradi razvoja tehnologij, biomedicine, biotehnologije, zaradi kompleksnosti sodobnega sveta, vedno znova soočamo s problemom, da klasične vrednote, ki jih poznamo, na katere smo se skozi stoletja sklicevali, pravzaprav ne pomagajo dosti pri reševanju sodobnih problemov. In tukaj potem postanejo glavni problemi. Tudi znotraj raziskovanja nam ne pomaga dosti vprašanje sočutja in prijateljstva in tako naprej, ko raziskujemo vprašanje možnosti raziskovanja matičnih celic ali eutanazije, kako se oddajajo projekti. Na ta vprašanja oziroma na ta vprašanja seveda rabimo drugačne odgovore. In tu se potem stvari včasih zelo zapletejo. Pa recimo, a je to stvar vsega tega, da je svet danes bolj zapleten, ali je stvar tudi tega, profesor Repovž, ko bi pa vas vprašala, da se je v bistvu to področje začelo nekako tudi samo regulirati, da so se v bistvu postale neke potrebe, da je treba raziskave delati, izvajati drugače kot včasih. Ja, če se vzmemo čist, mogoče iz nekega širše perspektive etike v splošnem, da to, kako presojamo etičnost nekih specifičnih raziskovalnih projektov raziskav, potem tukaj zagotovo velja to, da eno je, da s tem, ko izvajamo raziskave, prihajamo do znanj, ki nam povedo nekaj o tem, kateri
kakšni konteksti, katere dejavnosti so lahko za človeka škodljive, katere ne. In ko ugotovimo, da nek eksperimentalni protokol recimo lahko pripelje do hudih emocionalnih posledic pri posamezniku, bomo naslednjič, kadar bo prišla neka taka, ker smo želeni, kot taka raziskava delati, bo prišla v pregled etične komisiji, bo sedem njegova presoda dosti bolj stroga, pa bomo rekli, ja, ta raziskava pa nekako, če se vrnemo na dobrobit, prinaša manj dobrobiti, kot pa dejansko škode udeležencu ali pa družbi v splošno. Zdaj ste se dotaknili pravzaprav tega, da za dobrobit za posameznika, pa dobrobit za družbo, ki je zdaj tudi tista meja. Posameznik naj ne bi v neki raziskavi trpel, naj se mu ne bi zgodilo nič takega, kar ni primerno. Ja, pa kljub temu prosimo udeležence, da dajo roko v ledeno mrzlo vodo, ker jih vsekakor boli. Nekako pri vsaki raziskavi je to en izmed težjih v bistvu vidikov presoditi, ali neko neugodje, ali pa mogoče določeno tudi nevarnost, kateri je izpostavljen posameznik, nekako ravnoteži dobrobit, ki jo potem lahko ta posameznik ima, ali pa družba splošno na podlagi rezultatov, v katerih z raziskavo pridemo. In tukaj se tudi to razmerje lahko skozi zgodovino, kot smo slišali, precej spreminja. Verjetno tudi odvisno od družbe do družbe, ali je zelo individualistična ali zelo kolektivistična. Profesor Šlajl, kot tukaj dodati, se pravi to razmerje korist za družbo, korist za posameznika? To, kar ste omenili, razmere so se spremenile tako hitro, zlasti v zadnjih 50-300 letih, da ne omenjam primera, ki ste ga na začetku omenili, celi so se, da je lahko recimo za uporabo zapornikov in tako naprej mogoče odtehtati družbeno korist. Danes je bistveno drugače zaradi tega, ker izhajamo na srečo, bi lahko rekli, iz nedotakljivosti človekovega dostojanstva. In lahko se samo vprašamo, kaj bi bilo, če ne bi ščitili posameznika najprej pred koristmi družbe. Potem bi hitro prišli do vprašanja, zelo do dilem, kdo je tisti, ki ga družba lahko žrtvuje, kje so meje, kateri kriteriji so tisti, ki določajo, koga lahko zaradi tega, ker prosto posameznik damo na oltar dobrobiti družba in potem z njim družbe in z njim počnemo to, za kar menimo, da bi lahko koristili družbi kot celoti. Mislim, da teh kriterij ne bi mogli določiti. Spomnimo se samo na drugo svetovno vojno oziroma nacizem pred prvo svetovno vojno. Nekak način so nacisti zlorabljali posameznike, za katere so menili, da ne morejo prispevati ničesar koristnega družbi, zato pa lahko vse koristijo na ta način, da jih podvržemo različnih eksperimentov. Pa danes je ključno to, če se vrnem nazaj k govoru, ki ste ga že posredovali, da posameznik se seveda lahko trpi posamezne bolečine ali pa neprijetna občutja ob raziskavah, pod pogojem in v tem primeru potem lahko damo neko etično soglasje, če je dana tudi zavestna svobodna privolitev. Skratka, mi smo dolžni kot raziskovalci nosilci določenih projektov, potencialne kandidate soočiti z vsemi možnimi posledicami oziroma konsekvencami. Če smo to naredili in če smo dovolj predvideli te konsekvence, včasih ni možno predvideti, tudi to se da potem v to, da informirano soglasje, to potem oseba, ki želi sodelovati, podpiše, se s tem seznani in če privoli v to, če približno ve, kaj se dogaja, potem s tem načelom ni nobenih težav. Zdaj mora biti osebna zavestna privolitev v to. Ja. Vi ste član komisije za medicinsko etiko. S kakimi zadevami se pravzaprav pri vas najbolj srečujete? Že ste povedali, posamezniki morajo dati soglasje, vedeti morajo, kaj se bo v teh raziskavah z njimi počelo. Kaj je še tisto, na kaj ste pravzaprav vi pozorni in katera je tista raziskava, za katero bi vi rekli ne, te se pa pravzaprav ni primerno, da se izvaja? Mogoče zadnji del teh nejev je bilo na naši komisiji v zadnjih letih, približno 5-6 let sem član te komisije, kar nekaj. Ampak to so v glavnem raziskave, ki skušajo velike multinacionalke pripeljati v Slovenijo, upajoč, da so etični standardi pri nas nižji in bodo zaradi tega lahko počeli določene stvari, ki jih recimo v drugih državah ali v Združenem kraljestvu in tako naprej ne bi smeli oziroma tam ne bi dobili ali niso dobili soglasje etične komisije. Gre vam za raznorazne farmakološke raziskave, kjer je premalo jasno, kakšne bodo možne posledice na pacienti. Tudi dostikrat želijo to mimo soglasja, mimo informiranega soglasja, skratka si prizadevajo, da bi čim več možnih negativnih učinkov zamolčali pacientom.
upajoč, da bo potem recimo pri nas to šlo skozi. Preprosto se povežejo z določenimi partnerji v Sloveniji in potem skušajo preko tega na naš način priti do raziskav. Tega je bilo nekaj, ne pa spet toliko. Isto, na kar smo posebej pozorni, je seveda v prvi vrsti zaščita avtonomije posameznika, to so pacientove pravice, ki jih zagotavlja tako zakonodaja in mi samo bdimo nad tem, da nekdo to zakonodaja pozna in da se zaveda, kaj to pomeni, da je lahko podvržen kazenskemu pregonu, če se tega ne drži. Gledamo na vprašanja možne korupcije, vprašanja nasprotja interesov in podobno. Kratka, naš glavni interes je zaščita pacientov oziroma vseh tistih, ki v raziskavi sodelujejo. Profesor Repovž, vi ste na Filozofski fakulteti ustanovili etično komisijo. Zakaj? Ja, v bistvu postopek je bil tako kar dolg z večjimi različnimi začetki. Začeli se najprej na oddelku za psihologijo. Takrat je delovala samo Republiška komisija za medicinsko etiko in pri določenih vprašanjih vezanih na raziskovanje v psihologiji se je izkazalo, da so bila mnenja med psihološko stroko pa med komisijo nekoliko različna. In nekako se je zdelo, da je treba oblikovati komisijo, ki bo v večji meri seznanja prav s psihološkimi vidiki. Tako vsem spontano bolj manj nastala komisija na oddelku za psihologijo. Potem se je začelo naprej dogajati, da v bistvu sporedno dva taka zunanja dejavnika. Eno je, da je Senat Univerze v Ljubljani, takrat, kadar je šlo za dispozicije doktorskih nalog, pri katerih so počuvali delo z ljudmi, je Senat želel imeti potrdilo etične komisije v tem, da je raziskava ustrezna. In dispozicije so prihajale nazaj na fakulteto in na oddelek za psihologijo, da prosim, pogledajte, naša vloga je ustrezna. Po drugi strani pa to, kar ste vprašali že prej, kar se tiče samokontrole, se pa nasploh v okviru znanosti, nekako v Sloveniji mogoče nimamo takih izkušenj z velikimi projekti, ki bi se škodovalo posameznikom ali pa skupinam. Medtem ko zunaj v tujini pa so taki primeri bili. En recimo medvojno poskusi nacistični, ampak kar nekaj raziskav v ZDA je bilo takih, kjer so ljudje umrli, zato ker niso dobili ustrezne pomoči, niso bili ustrezno seznani in tako naprej. In na teh koncih se je oblikovala in zakonodaja, ki je dosti bolj strogo opredeljevala, na kakšen način se sploh lahko loteva raziskav, kjer se vključuje delo z ljudmi. Po drugi strani so se pa seveda tudi znanstveniki sami so postali kritični, ker se seveda zavedamo, da je nekako, če hočemo pridobivati sredstva, tisti, ki nam sredstva dajo, če hočemo pridobivati udeležence za svoje raziskave, bomo v našem osebnem interesu, da poskrbimo za to, da so udeleženci, da je udeležence ustrezno poskrbljeno. In tako je skozi v bistvu akcije urednikov različnih revij prihajalo do tega, da če se hotel vzdati članek v neko ogledno revijo, tega nisi mogel narediti, če nisi imel, če nisi zraven dodal potrdila, pa saj lahko dokazal, da je bila raziskava ustrezno etično presojena. In nekako pod vplivom teh zunanjih pritiskov, če temu tako rečemo, smo potem oblikovali komisijo za etiko na Filozofske fakultete, ki je začela potem pregledovati oziroma podajati mnenje na dispozicije, ker je šlo za delo z ljudmi, in pa tudi na kakršnekoli druge raziskave, kjer so raziskovalci želeli takšno presojo imeti. Profesor Uhan, vi ste, zdaj se bomo vrnili nekaj let nazaj, v 60. leta, takrat ste začeli zbirati podatke o ljudeh. Če zdaj malo pogledala, vaša raziskava je nekoliko drugačna. Profesor Repovž je govoril o tem, da se v bistvu na ljudeh izvaja različne raziskave, njihove sposobnosti. Se meni tukaj gre pa pravzaprav samo za podatke. Kako se je pravzaprav na začetku to raziskava začela? Je bilo do teh podatkov enostavno priti? Ja, takole, skoraj samimi težavami se soočamo od začetkov, ki so zdaj že nekaj desetletij nazaj, do danes z našim predmetom raziskovanja, ki so vendarle stališča, mnenja, prepričanja ljudi
in pa seveda z načinom, kako prideti do teh podatkov. Težave imamo tudi zato, ker se zelo rado posega po naših podatkih in jih uporablja tudi v političnem smislu in kontekstov. Znana anekdote začetkov Winstona Churchilla, ki nam ni naredil uslugo, ki je rekel, verjamem samo tistim anketam, katerih podatke sem sam ponaredil. Tako da s tem se soočam še ampak šalo na stran. Podlaga tega našega raziskovalnega dela je seveda sociološko raziskovanje in tudi tu imamo nekaj zagat, ker je sociologija oziroma sociološko raziskovanje mlada veda in disciplina v primerjavi z drugimi in je imela nekaj porodnih težav na samem začetku, kako definirati ta raziskovalni instrumentarij. Naš Kont, začetnik, se je skliceval na pozitivistične izhodišča, družboslovje mora biti takšno, kot je naravoslovje v vseh pogledih. Nadaljeval je potem Dirken svojo znano raziskavo samomorilnosti, če se spomnite, ti etični problemi, moralni, pri tem se sežejo v ta čas. On je uporabil brez kakršnega koli soglasja seveda korpus podatkov, ki smo bili na voljo, zato da je svojo znano tezo utemeljil, da je samomor pravzaprav družbeni umor in nič drugega in nima nič opraviti svobodno voljo človeka. Potem smo imeli tukaj Webra, ki se je zavzemal za vrednotno neutralno znanost in trdil, da se racionalno ni mogoče odločiti med dobrim in zlim. S tem se mi ne strinjamo, ampak imamo težave nekako polemizirati s tem izhodiščem. Ampak zakaj to pripovedujem? Predmet našega raziskovanja so stališča prepričanja, mnenja, kako prideti do tega in kako pojasniti, da nas pravzaprav ne zanima posameznik, ampak neko agregirano mnenje, s katerim potem nekaj počnemo, pa je bila že v izhodišču težava. Naši founding fatheri, če tako rečem, ustanovitelji, so šli po zgled takrat v Ameriko, raziskovalno zelo razvito v tem smislu družboslovnih in dosegli nekaj, kar se za tiste čase zdelo spektakularno. Govorimo o prvi raziskavi, ki je bila narejena leta 1966, slovensko javno mnenje. Sporna pa zato, ker je bilo mogoče oblikovati vzorec, reprezentativen, spravi na osnovi tega reprezentativnega vzorca, potem rezultate posplošiti na populacijo, priti samo tako, da so posegli takrat v register prebivalcev Republike Slovenije, ki ga je imela seveda policija. Zdaj, tudi danes ni nič drugače, moram povedati, in v tem se počutimo izjemno privilegirane. Nekaj evropskih držav ima to urejeno na ta način, neenostavno, da lahko posegamo v register. In zato so naši rezultati v smislu natančnosti, veljavnosti, zanesljivosti mnogo boljši kot rezultati naših partnerjev. Težava pa je bila seveda v tem, kako pojasniti, da nekdo, s katerim prideš v stik, da njegovi pogledi ne bodo zlorabljeni v smislu, da je potem od posplošenega javnega mnenja mogoče priti nazaj do tistega, ki je to mnenje razodel. Tako da to tudi danes ni zelo lahka naloga. Včasih nam ne verjamejo, vi sami ste mi pripovedovali, imate izkušnjo, da ste pravzaprav vdirali v intimo prebivalcev, šli ste domov, se z njimi pogovarjali o zadevah, ki so lahko tudi zelo intimne, ali pa po definiciji imamo ljudje nekatera mnenja, zares jih skrivamo, v Sloveniji marsikaj, pa vendarle prebijemo ta led in ljudi prepričujemo, da jih ne bomo te podatke zlorabili. Ampak eno zadevo bi še dejal na začetku, ko ste omenjali, da so bila nekatere raziskave izvedene na osupljiv način, saj z današnjega stališča etično sporno. V 70-ih letih sta Berger pa Lukman, Tomaž Lukman je slovenski sociolog, živel in delal v tujini, napisala knjigo Družbena konstrukcija realnosti, s katero ste hotela nekako povedati, da to, kar se nam zdi kot objektivno dejstvo, nastane na neki interakciji, na nekem dogovoru in da je potem rezultat tega dogovora nekaj, kar imamo za resnično od nekdaj ali pa nedotakljivo, tudi z etiko in moralo, ni bistveno drugače. Kasneje se bomo mogoče lahko vrnili na nekatere raziskave, ki nekako utemeljujejo to naše raziskovanje. Profesor Štarc, vi ste zbirali podatke o
o telesnih zmogljivostih otrok. Začela se je pred več kot 30 leti. V bistvu lahko se pohvalimo, da smo ena redkih držav na svetu, ki ima take podatke, so izjemnega pomena. Kako se je ta raziskava začela in ali je bilo na začetku karkoli težav, ali se je to dalo pravzaprav do teh podatkov priti dokaj preprosto? Ja, prvi začetki tega raziskovanja segajo v začetek 70-ih let, pravzaprav konec 60-ih se je začelo, se je oblikovala prva ideja in potem prva merska baterija. In takrat je bilo to uvedeno na slovenske šole. Pravzaprav je bil to del šolske politike, pojavljali so se nekateri javnozdravstvene težave pri otrocih in dejansko je oblast želela vedeti, kaj se s populacijo dogaja, da bodo potem ustrezno reagirali, popravili stvari, izboljšali. Športno vzgojo v šolah. Tako, naprimer, takrat je bila precejšnja onesnaženost zraka in so veliko otrok imeli težave z respiratornim sistemom in zaradi tega je tudi padala njihova aerobna zmogljivost in tako naprej. In so iskali načine, kako to spet popraviti, ampak če hočeš kaj popraviti, moraš najprej vedeti, kakšno stanje je. In na tak način se je to upeljalo. Potem je do konca 70-ih let ta prvi poskus nekako se razvodenel, ker je bil preveč zapleten, ker velika merska baterija bila zahtevna in šole tega niso zmogle, pa seveda ni bilo na voljo nobene računalniške tehnologije, takrat če si lahko predstavljate, kaj pomeni obdelovati podatke za par 10.000 ljudi. Pa nekaj povem, No, potem je pa leta 1982 se je pa izoblikovala ta današnja merska baterija in je potem bila po 6 letih testiranja uvedena na vse slovenske šole. Mogoče razlika od te naše podatkovne zbirke pa zbiranja podatkov od klasične raziskave v tem, da je tukaj v prvi vrsti vedno bila povratna informacija otrokom in staršem in šoli. Se pravi, primarno ni šlo za zbiranje podatkov za raziskovalne namene, to je bila neka sporedna stvar, in tudi še danes funkcioniramo na tak način. Nam je bistveno, da ko dobimo podatke, da je šola dobi nazaj obdelano za vsakega otroka v roku enega tedna, in da dobivajo sprotne informacije, kaj se z otrokom dogaja, kakšne težave v razvoju se vidijo in tako naprej. Na začetku seveda ni bilo nobenih soglasij, to je bilo obvezno za vse. Potem je pa leta 1996 je bilo pa uvedeno soglasje, pozitivno soglasje, spravi vsaka šola mora hraniti vsa soglasja, starš mora dati soglasje, ali ga piše ja ali ne, ni važno, šola mora to ohraniti in imeti na razpolago pride inšpekcija, da pogledajo, ali starši soglašajo ali ne. Tako da moram biti kar zadovoljen s tem, kaj se dogaja, namreč nam število otrok, ki se vključujejo, narašča, ne upada. Mi smo zdaj tam nekje na 96% vključenih otrok vsako leto. To je v zadnjih 5 letih smo na tem nivoju. Prej nam je že padalo tam pod 94, 93, zdaj v zadnjih letih pa skozi narašča, zaradi tega, ker so starši otrok, ki so danes starši, so bili sami kot otroci že merjeni, baterija je nespremenjena in danes lahko neposredno primerjajo svoj razvoj z razvojem otrok, zato stvar postala toliko zanimiva za uporabnike. To se zdaj dotaknila enega področja, kako ohranite podatke, kdo lahko do teh podatkov pride, se pravi, ali lahko najdemo tega, pa bomo še nekaj časa dopustili. Profesor Repovž, vi ste sodelovali z Univerzo Yale in z Univerzo St. Louis v Združenih državah Amerike in ko ste raziskovali, tam ste morali najprej upraviti nek online seminar, da ste sploh lahko začeli sodelovati v tej raziskavi, kjer je šlo za udeležence. Ja. To je bilo zame v bistvu tako kar presenečenje. Pri nas ne skozi izobraževanje samo, kaj šele formalno strani neke zakonodaje, ni nekega postopka, po kateri bi človek, ki stopi v stik z človeškim udeležencem, bi moral biti prej seznanjen z nekimi osnovnimi načeli, kako sploh pridobiti obveščeno soglasje in na kaj treba paziti in tako naprej. V ZDA, pa tudi v nekaterih drugih državah,
je pa to zakonsko urejeno. Vsaka organizacija, ki se ukvarja z raziskovalno dejavnostjo, mora imeti svojo lastno komisijo, v kateri so zastopani tako znanstveni interesi, neznanstveni interesi, strokovnjaki z področja laiki, ki vsako raziskavo prisodi in vsakdo, ki še preden sploh stopi v stik s človeškim udeležencem, mora upraviti tečaj, ki se ga največkrat izvaja v obliki spletnega izobraževanja, in šele ko dobi potrdilo, da je ta tečaj upravil, lahko pristopi do človeka, pa reče, danes sem pa Grega, raziskava obsega to pa to, pojasni, da za podpisati obveščeno soglasje in potem naprej z njim izvaja kakšno raziskavo vprašanje. Ima etična komisija za raziskave v medicini kakršnakoli pravila tudi glede tega, kdo lahko izvaja raziskave, kaj mora ta človek prej opraviti? Strokovne, gotovo. Ne more nestrokovnjak opravljati posamezne raziskave na področju geriatrije, nekdo, ki nima kvalifikacij, ali na področju interne medicine in tako naprej. Gotovo, ampak večina raziskav je vezanih bodisi na tiste, ki jih mi ocenjujemo oziroma dajemo soglasje, vezana na disertacije in pa na raziskovalne projekte, ki so prijavljeni bodisi, dobljeni bodisi pri nas, znotraj naše države ali pa multicentrične. Posod gre za kvalifikacije vozalniki, za katere morajo se predložiti tudi ustrezna dokazila in pa seveda vse garancije hiše, znotraj katere se bodo raziskave izvajale, skratka, odgovorne osebe. Ali kaj morajo pravzaprav anketarji danes narediti, preden jih vi pošljete, da zbirajo vse te podatke o posameznikih? Mislim, to sicer res nekaj let nazaj bežno spomnim, ampak mislim, da je danes mogoče že drugače. Anketarji naredijo tisto, kar jim raziskovalci naročimo, torej od nas največ odvisno. In seveda smo najprej zavezani čisto zakonodaji, kako bomo ravnali s tem registrom prebivalstva, do katerega imamo dostop in potem naprej. Naši anketarji pridejo, kot rečeno, na dom k anketirancem in jim povedo nekaj, kar empirično ni čisto točno. Sicer kaj, da nas zanimajo samo njihova mnenja, in nič drugega. V resnici je pa anketa sestavljena kot nek test znanja. In potem pride dostikrat do situacije, ko anketiranci občutijo neko zagato, neko disonanco, ko ugotovijo, da pravzaprav ne gre samo za mnenja, ampak da se znajdejo v situaciji, ko ne znajo, ne zmorejo ali pa tudi nočejo odgovoriti na vprašanje, ki je lahko zelo indiskretno. Ampak ne prekinejo komunikacije v tistem trenutku, ker veljajo neke zavezujoče norme, vljudnosti komunikacije, poskušajo sodelovati in poskušajo se zmazati iz te zagatne situacije, biti kooperativni, biti prijazen in narediti ta obisk za koristen. Čeprav bi morali v tistem trenutku prekiniti pogovor. Recimo vas sprašujem o gensko spremenjenih organizmih ali pa o koristih ali pa nekoristih cepljenja ali pa o rabi atomske energije. Povprečen državljan brez podcenjevanja ima zelo malo koristnih, preverljivih informacij glede tega, ampak ne prekine pogovor. Veste, kaj naredi? Poskuša pravzaprav zadostiti raziskovalcem, poskuša uganiti njegovo željo, poskuša na osnovi instrumenta rekonstruirati, kaj je pravilen, družbeno zaželen odgovor, kako on pravzaprav izpade pameten v tej situaciji. In tukaj govorimo o neki situaciji, kjer poskušamo se izogniti socialnim kaznim in pa pridobiti socialne nagrade. Izogniti se socialnim kaznim pomeni, da ne spade, se obračujem, butec, če ne vem. Ne morem, čeprav formalno lahko rečem, ena taka anketa slovenskega javnega mnenja ima približno 500 vprašanj, da vemo, traja malo manj kot 2 uri. Ampak ti ne moreš 500krat reči, ne vem, nimam mnenja. Kako pa izpadeš? Torej pa lahko 500krat uporabiš strategijo nekega izhoda, lahko daš srednjo vrednost, lahko poskušaš, kaj je družbeno zaželen odgovor, lahko se sklicuješ na pomembne druge, karkoli. Mi se trudimo, da bi naši anketarji bili zverzirani za te situacije in poskušali najti izhode za te ljudi, ampak dostikrat, moram povedati, imamo s tem izrazite težave, ker nismo povsem avtonomni pri oblikovanju instrumenta, tudi zaradi načina financiranja, ker je vse več naših raziskav v bistvu mednarodnih
raziskav in samo izvajamo neko raziskovalno politiko, ki se dogaja nekje drugje, zaradi pomanjkanja denarja, pa nimamo te avtonomije, da bi sami naredili. In potem rešujemo situacijo. Ne? Zdaj, še veliko bi lahko povedali, ampak... Pa potem se vprašam pravzaprav, kakšna je kako... Ali je to veljavno ali zanesljivo? Tako, če vam pravzaprav želimo ustreči. Ja. In zaključki, takole je. Imamo seveda ta, bi rekel, multidisciplinarni pristop, ne, v koncipiranju naše raziskave sodeluje. Po eni strani seveda delamo statistične teste, ne, Cronbach-Alpha instrumente, ali je konsekventno dosledno, tako malce poskušamo testirati odgovor iz prvega dela vprašalnika, korelacijo ugotavljati z odgovori iz drugega, če gre za logično ekvivalentna vprašanja, pa ugotoviti, ali so ljudje ugibali ali smiselno odgovarjali zapleteno. Ne. Poskušamo poenostavljati koncepte, poskušamo pravzaprav uporabljati baterijo vprašanj, ki jih ljudje razumejo, pa vendarle ne gre, v bistvu ne gre, zares gre za zapletene zadeve. Bom dal en primer. Ne. Ugotavljamo, ravno kar smo upleteni do vratu, ne, v eno raziskavo, reče se Evropska raziskava vrednot, ne, ker poskušamo ugotoviti vrednotne profile prebivalcev Evrope oziroma prebivalcev držav, ki sodelujejo v tej raziskavi. In pri tem seveda testiramo neke teoretične modele, ne, ki odprej obstajajo. Zdaj, če jaz posameznika vprašam o njegovih vrednotah na direktni način, seveda ne morem nič dobiti. Ne? Če vprašam, ali se ti zdi moralno ali nemoralno nekomu ukraditi denar ali pa zagrešiti umor, takino potem dobimo predvidljive družbeno zaželene odgovore. Ne? Zdaj, vi veste, da se je v 70-ih letih raziskovanje v tem pogledu zelo razbohotilo, tudi brez jasnih pravil. Omenili smo, a smo že danes nismo Milgrama pa Zimbarda, ne? Ker sta... To je zdaj napoved, to smo želeli omeniti. Ja, ker ste izvajali raziskavo v smislu etično-sportnega ravnanja z vidika raziskovanca, ampak s plemenitimi družbenimi cilji. Ne? Se pravi, družbeni cilji plemeniti bi bili ugotavljati, kateri so motivi za takšen drugačen delovanje. V tistem času je Adorno te iste cilje sledil s popolnoma drugačnim metodološkim pristopom. Njegovo F-skalo pa A-skalo, skalo avtoritarnosti pa fašistoidnosti, smo pravzaprav tudi kasneje ponavljali in testirali na ta način, da je anketirance soočil z baterijo trditev, ki so delovale kot dražljaj, in sociologi smo potem pa še danes merimo odzive na te dražljaje in potem s statističnimi metodami ugotavljati, ali prihaja tukaj do nekaterih pravilnosti v formiranju odgovorov. Zato potem pravimo, da si nekako drznimo te naše rezultate razglasiti za zanesljive ali pa veljavne, se pravi v nekem postopku navzkrižnega preverjanja. Mea culpa maxima, tudi sam to počnem, in dostikrat se zagovarjam in sprašujem, ali je to, kar počnem, merjenje ali ustvarjanje javnega mnenja, neskončna debata, vam lahko povem, nikoli končana, pa vendarle se nam dostikrat zgodi, da pridemo do nekaterih ugotovitev, ki se nam zdijo kredibilne. Zdaj, mogoče so kredibilne tudi zato, ker so na koncu raziskovalnega koncepta in postopka in smo vse prej naredili tako, da so ljudje odgovorili na ta način. Zdaj, pa mogoče sem bil preveč kritičen do lastnega početja, rabim kakšno mnenje, ki bo tudi nasprotno, ali pa tudi ne. Pa recimo, da se ga bomo še malo pozneje ustvarjali. Profesor Štac, pri vas pa pravzaprav ni tak problem pride teh podatkov, ni takšen problem tudi merjenje teh podatkov, kaj je pravzaprav, je kakšna težava pri vas? Pri nas je ena izmed kroničnih težav, ki je že dr. Rohan omenil, financiranje. To je vedno težava pri izvajanju takšnih stvari, ampak mi smo, kako bi temu rekel, skoraj berači, tako poceni zbiranje teh naših podatkov. Pri nas stane za obdelavo za enega otroka na leto stane manj kot pol žemlje. Se pravi,
Koliko pa je otrok na leto potem? Je 220,000 plus. Se pravi, naše raziskovanje z tega vidika je res izjemno racionalno. Ampak to zaradi tega, ker za nami je cel šolski sistem. In 1500 učiteljev, naprimer, 2000, ki to počnejo. Tako da kakšnih zelo velikih težav mi nimamo. Seveda se pa pojavljajo težave. Testirajo otroke, ne rabijo nobenega posebnega šolanja, nič ni tako. Oni so vsi, ne. Oni so učitelji, ki so usposobljeni na fakulteti. Vsak da 30-uren predmet skozi, vaj, kako meriti. Se pravi, so zelo podkovani, glede tega, kako to početi. In organizirati, in pristopati, in potem podatke pripraviti, poslati, potem razložiti staršem, otrokom, naprimer. Se pravi, to je del pač kurikuluma na fakulteti. In ne moreš priti do diplome in iti delati v šolo, da bi te stvari obvladal. Profesor Repovž, slišali smo že za te raziskave čisto konkretno, kako se zbira podatke, katere podatke se zbira, kako recimo lahko poveste konkretno eno vašo raziskavo. Kaj zbirate, kakšne podatke o ljudeh? Ja, tako izvajamo različne raziskave, zdaj te so lahko popolno vedenjske, kjer testiramo neke vedenjske lastnosti posameznikov, zelo enostavno, koliko vidnih objektov na zaslonu so se jih sposobni zapomniti in čez nekaj časa pravilno ugotoviti. Izvajamo EEG raziskave, pri katerih med tovrstnimi nalogami spremljamo električno aktivnost možganov in izvajamo naloge, pri katerih hkrati merimo aktivnost možgana s pomočjo funkcijske magnetne resonance. Zdaj, pri teh raziskavah tipično zadeva poteka tako, da ga pogrešujemo med splošno javnostjo, velikokrat med študenti, ker poskušamo podati tiste osnovne informacije o raziskavi, potem se udeleženci javijo, prijo prvi stik z raziskovalcem, zdaj včasih se to tako je, včasih je to kakšen asistentov, študentov, ki mogoče pri tega izvaja doktorsko ali pa magistrsko nalogo. In tam potem bolj podrobno pojasnimo, kaj naloga obsega, kaj se od njih pričakuje, kakšne so prednosti, če so udeležbe v taki raziskavi, kakšne so lahko mogoče slabosti. Največkrat je to, da je dolg čas gledati v zaslon 1 uro in se poskušati stvari zapomniti. Potem jih prosimo za podpis obrazca v obveščenem soglasju, nalogo izvedejo in na koncu, predvsem takrat, kada gre za študente, v vsakem primeru poskušamo tudi podati neko povratno informacijo, kakšne so naše pričakovanja, zdaj kaj je namen, treba povedati že na začetku, na koncu pa bolj specifično, zakaj je bilo nekaj narejen, tako kot je bilo narejen, kaj bi njihovi rezultati lahko pomenili. V določenem delu raziskav, kjer pa naprej določenih stvari ne moramo povedati, ker bi spremenile že samo vedenje udeleženca, se potem še dodatno pojasni, kateri so pa nekako skriti parametri v raziskavi, ki jih nismo naprej povedali, zakaj njih nismo naprej povedali, da razkrijemo polno, kaj bi bil namen raziskave po določenih vidikov raziskave. Ali svoje udeležence v raziskavi plačate? Ne. Oziroma, tako, ne. V eni izmed raziskav, ki jo trenutno izvajamo, je tako, da in v obliki bona poskušamo povrniti nekoliko za njihov čas, ki se ga v to investirali, ali pa zato, da so pač tja prišli za prevoz in tako naprej. Eno izmed pravil etičnih v raziskovanju je, da se udeležencem nekako ne sme siliti ali na takšen ali drugačen način prekomerno spodbujati k sodelovanju, na njih pritiskati. In tudi denarna spodbuda je neke vrste pritisk. Medtem, ko je to v tujini dosti bolj sprejeto, da se za udeležbo v raziskavah plačuje, ker v Sloveniji se zdi tudi na Komisiji za medicinsko etiko tako kar uveljavljeno, da načeloma se zares za raziskave ne plačuje, ampak kvečem povrača za nek vložen trud, nabor, potne stroška.
profesor Šlekar, pa medicinske raziskave, po navadi raziskave zdravil pa so plačane. Mislim, za farmakološke. Tako. Koliko jaz vem, ja. V zadnji je vendarle močan poslovni interes multinacionalk, ki vlagajo ogromno sredstev v te raziskave, zato potem lahko ta zdravila dobro prodajajo. A je to etično, da so plačane? To je zdaj še eno vprašanje. Mislim, imam nekaj težav s tem vprašanjem. Če ga postavimo čisto obšo ali pa splošno raven, potem vaše vprašanje manj predpostavlja, da obstajajo raziskave, ki naj ne bi bile plačane. Raziskava je določeno delo. Če se pravi določeno delo, potem je normalno, da so delo vsi plačani, če obstajajo za to sredstva oziroma če drugače to ni možno. Ampak se misli kaj drugega. Je pravzaprav profesor Repoš je rekel, da oni ne želijo plačati, ker je to prej velik impuls, da gre nekdo sodelovati. Pravzaprav raziskave zdravil oziroma pa so plačane in pravzaprav nekako prostovoljci te farmacevtske družbe želijo dobiti. Kaj je pravzaprav iz tega vidika? Je etično, ni etično? Kdo se odloča za to zaradi tega, ker mora priti do denarja? Ja, tukaj je večji problem ta, da farmacevtska industrija te raziskave praviloma ne izvaja več v Evropi, ali pa znotraj Evropske unije ali pa Združenih državah Amerike, temveč izvaža v tako imenovane države tretjega sveta. Ker so standardi zaščite posameznika, njegovega dostojanstva, njegovih svoboščin, pravic in tako naprej na popolnoma drugačni ravni, ali če smo nekoliko bolj glovih, sploh ni. In zato grejo tja, skratka, najprej so poskušali seveda v Evropski uniji, kjer so standardi zaščite posameznika bistvo višji, potem so pa to prosto prenesli recimo v afriške države, kjer je mogoče za plačilom $1 dobiti od teh oseb praktično vse, kar si želijo. In to poteka popolnoma mimo ali pa z nevednosti. To je en večji problem, ampak ta problem ni vezan samo na farmacevtske raziskave, temveč pravzaprav na naš obči odnos do teh držav, tako na gospodarski, politični, vojaški, ekološki in tako naprej. To je velika država. Načeloma, kar se plačila tiče, če za to obstaja informirano soglasje, če nekdo nekaj vloži v to, potem se to lahko plača. Ampak, kako si bi rekli, znotraj naše komisije so pravzaprav vse osebe, ki participirajo pri teh raziskavah, niso plačane. Kvečemo, če obstaja za to možnosti, pa tudi v glavnem ne obstaja, v glavnem sem videl, da teh sredstev niso povrnejo materialni stroški, če to pride in ima nosilec raziskave sredstva. Ampak praviloma jih nima, ker so to državni projekti ali so to disertacije in potem vse temelji na prostovoljni pripravljenosti posameznika, da se tovrstnih raziskav udeležuje. Obstajajo to čisto praktični problemi iz vidika obdavčevanja. Medtem ko v tujini to ni takšen problem, to so stvari, ki so v veliki meri nekako izvzete iz obdavčevanja. Pri nas, če bi plačal več kot 30 evrov, recimo, da se malo izmišljeno, ampak nekaj razmerno majhne vsote bi to pomenilo, da bi moral posameznik oddati davčno napoved in tako naprej, kar stvari zelo zakomplicira. Profesor Han, vi ste prej že omenili Zimbarda in njegov znan poskus verjetnosti glede tega, ko so 20 ljudi za 2 tedna zaprli v zapor in jim razdelili vloge. Polovica jih je bila zapornikov, druga polovica pa je bila varnostnikov, paznikov v zaporu. Zdaj, z današnjega vidika verjetno se strinjamo, da je šlo nekako za neetično študijo. S plemenitimi cilji. S plemenitimi cilji. Ja. Kontekst širši družbeni, v 70-ih letih so se te raziskave izvajale, ko so odrasli otroci staršev, ki so imeli za sabo izkušnjo drugo svetovne vojne in pa seveda vedenja, kaj ideologije lahko prinese v sabo, govorimo o znanih dogodkih koncentracijskih taboriščih in seveda z spraševanjem, ali je mogoče, da se ta strašna zgodovina, ta strašna usoda ponovi. Ali je mogoče, da nimamo civilizacijskih varovalk, ki bi nas obvarovali teh dogodkov, ki smo jim priča. Zdaj, zdi se, da sta Zimbardo, pa tudi Milgram, gre za eksperimente avtoritarne podredljivosti, dokazala, da pravzaprav niso civilizacijskih varovalk, ki bi katerokoli generacijo ali pa kogarkoli obvarovali pred participiranjem udeležbi v najbolj strašnih zločinih, če seveda manipuliramo z družbenimi okoliščinami. Zdaj, ti eksperimenti v 70-ih letih so bili tudi močno kritizirani. Najprej z tega, kar ste omenili, da so etično sporni, ker udeležencem niso bili prikazani končni cilji raziskave,
potem, da so se izvajali v laboratorijskih razmerah, čistih, ki so v življenju vendarle zelo redke, ne, in da so bili zato ti rezultati takšni, se veste, ne, poznate, približno 70-80% populacije je bilo pripravljeno sodelovati v mučenju, tako rekoč ljudi, dajanju elektrošokov, mislili so, da dajo elektrošoke, če so bili pravzaprav potolaženi, da je avtoriteta, raziskovalec tisti, ki prevzema moralno breme in odgovornost. Adorno se je takrat spraševal, moralni filozof, seveda takrat in sociolog, ali so takšne raziskave etične, mislim, da je to spodobno, in pravzaprav izumil neki inovativni pristop, prej smo ga omenili, in mi se na to še naprej sklicujemo. Tisto, na kar bi jaz na tej točki upozoril, je, da se seveda raziskovalci soočamo z mnogoterimi nevarnostmi, neetičnega ravnanja v zasledovanju ciljev, ampak te zgodbe niso tako stare, kot se zdi, lahko so tudi zelo sodobne. Ko sem prej omenil evropsko raziskavo vrednot, najnovejšo, vam lahko povem, da smo imeli nedavno sestanek z raziskovalci iz Hrvaške, ki nam pripovedujejo pravzaprav o zelo dramatičnih razmerah, ki jih pogojuje družbeni kontekst. V tej raziskavi namreč sprašujemo ljudi tudi o njihovem odnosu, stališčih, prepričanjih do abortusa in pa do evtanazije in do drugih podobnih tem. In nas raziskovalci z Hrvaške prosijo, glede na to, da smo mi na nek način njihovi mentori, uvajamo jih to raziskavo, je pa mednarodna raziskava, ali lahko izposlujemo pri koordinatorju, da se nekatera vprašanja na Hrvaškem ne bi sploh postavila, gre za tako znano samocenzuro. Pripovedovali so nam in tudi z dokazi podkrepili primere znane, mogoče bi kolega ima kaj več na to temo informacij, kjer se v nekaterih okoljih dogaja do izrazitega porasta ugovorov vesti pri zdravnikih, predvsem pri izvajanju abortusa. Pa podatki vendarle kažejo, da ne gre za spremembo v stališčih teh zdravnikov, pač pa za upoštevanje družbenega pritiska, demonstriranje konformnosti, ker je vendarle ogrožena avtonomija raziskovalcev, če se ne podredijo v tem smislu nekemu družbenemu konsenzu, zahtevi, da so to sporne ravnanja. Se pravi, gre za samocenzuro raziskovalcev. Ta je bila prisotna tudi pri hrvaških raziskovalcih, ko so prosili, če nekaterih vprašanj o abortusu sploh ne bi postavili v hrvaške raziskave. Seveda to ni mogoče. Ko sva prej govorila tudi, kako pridemo do nekih rezultatov. Če jaz našega anketiranca vprašam, ali on to podpira, ne podpira, nikoli ne vprašam direktno. Zato včasih pridemo do zanimive situacije, ko na koncu pa vendarle sprašujemo tudi direktno o njegovih političnih prepričanih stališčih ali pa v primeru abortusa in reče, veste, na to vprašanje pa ne bom odgovoril, ker je pa moje intimno mnenje. In mi to seveda spoštujemo, tudi ima možnost anketiranec to povedati, zavrne ali pa pusti prazno. Zadeva je pa seveda ta, da bi mi v tistem trenutku radi rekli, pa ne rečemo, se ti pravzaprav ni treba odgovoriti na to vprašanje, ker vemo, kakšno je tvoje stališče do tega vprašanja, ker si to že 500-krat povedal z odgovori na 500 vprašanj. Ampak zakaj? Ker seveda z statističnimi analizami ugotovimo stopno verjetnosti nekega modela, nekega profila z odgovori na posamezno vprašanje. Ta model seveda ni 100% zanesljiv, ampak tako ali tako nas ne zanimajo posamezna vprašanja in odgovori, ampak agregirana mnenja, na osnovi katerih potem mi ugotavljamo neke trende. Tu je ta naša resnica. Mi, ko pravimo, Slovenci ali pa državljani Republike Slovenije menijo tako in tako, ne mislimo na nikogar osebno. Paradoks tega javnega mnenja je, da mogoče nihče v Sloveniji nima natančno takšnega mnenja, pa vendarle je to mnenje paradoksalno večine, ker je sfabricirano, zagregirano, zinterpretirano in tu se seveda srečujemo z temi dilemami. Eno raziskavo bi mogoče omenil, ki je tudi izredno zanimiva, raziskava Evropske komisije,
tudi financirana raziskava Share, panelna raziskava, ki spremlja generacijo 50 plus 25 let. Panel seveda pomeni, da identično, ne strukturno enako, ne, ampak identično osebo spremljamo 25 let z mehkimi in trdimi kazalniki. Mehki kazalniki so mnenja prepričanja ljudi o nečem, potem pa tudi trdimi kazalniki, kjer nam pa pomagajo študenti medicinske fakultete, kjer pa merimo kognitivne sposobnosti ljudi, pa z dinamometri moč, pa telesne tekočine in poskušamo potem ugotavljati, kateri so tisti družbeni dejavniki, ki v največji meri pojasnjujejo variabilnost nekega pojava, v tem primeru prepričanj teh ljudi o nekaterih stvareh in dogodkih. Ne. Ugotavljamo te milestone, rečemo, ne, kaj v življenju jih spravi v stres, v resno depresijo, ali je to odhod otrok, ali je to izguba službe, ali je upokojevanje in tako naprej. Ne. Zdaj, zakaj pravim, da je ta raziskava za nas tudi stresna? Ker smo naenkrat soočeni z goro zelo osebnih podatkov, ki jih pa moramo depersonalizirati, deindividualizirati, ne? In z njimi ravnati kot z nekimi družbenimi dejstvi, kot da za tem ni življenja, kot da za tem ni občutkov in tako naprej. Ne? In ta razkorak, ta disonanca je tisto, kar nas najbolj pekli v tem našem raziskovanju in nimamo čistih odgovorov, kako in kaj nam bi bilo v olajšanje, če bi bili ti protokoli tudi individualni. Mi dobimo 1000 soglasij ljudi, ne? Ker naš vzorec je 1000 numerus. Ampak pravzaprav ne vemo, če ljudem uspemo pojasniti, da nas v resnici oni ne zanimajo kot Janez Novak, kot osebe, ampak samo kot orodje, sredstvo, ki bo prispevalo k nekemu konstruktu, ki mu rečemo javno mnenje. Ne? V tem se nam zdi, da je v ozadju neka zloraba, ne? Ki jo ne bi radi tako imenovali, ampak želimo jim povedati, da jih rabimo, ampak da nas ne zanimajo kot posamezniki, ampak samo kot orodje. Ne? Mi jih instrumentaliziramo in s tem nekaj počnemo. Ne? Jaz bi se še vseeno vrnila malo nazaj, vi ste takoj rekli, da seveda ta študija Zimbarda o etnikih ni bila etična. Pa so oni dejansko, profesor Pošpil, vas to vprašala, so lahko predvideli vse te rezultate, kaj se bo v tej raziskavi zgodilo? Mislim, da ne tako v primeru Zimbabve, kot Plinkovnjeve študije in po eni izmed problemov prav ta, da se ni videli, kakšne posledice je to dejansko pustili na udeležencih v teh raziskavah. Recimo pri Plinkovnem eksperimentu, kljub temu, da so starejko so se počutili olajšane zaradi tega, ker je tisti, ki je določal, nakoliko naj pojačajo velikost električnih šokov. Na podlagi tega so res da vse izvršilno dejavnost, aktivnost, ampak veliko njih je potem še leta zatem poročali o hudih te meta-analize so potem to pokazali. Ja, hudih emocionalnih posledicah. In zaradi tega take raziskave danes na takšen način ne bi več dovolili delati. Zanimivo je, da recimo Zimbardovo raziskavo so ponabili. Ne dolgo tega v Angliji, pri čemer pa so ravno zaradi vsega znanja, ki se je nabralo v originalni raziskavi, celoten postopek tega personja, na kakšen način raziskavo izvesti, nadziranje raziskave so seveda dosti bolj zaostrili in tudi tam so raziskavo predčasno končali, ko so ugotovili, da je škodljiva za udeležence. To soočenje udeležencev z rezultati je bilo tisto, kar je bilo najbolj šokantno. Soočenje s pošastjo v sebi. A je to mogoče? Sam apropo temu, zanimivo, v 90-ih letih je pokojni hrvaški sociolog Srđan Vrcan delal raziskavo, ko se je spraševal, a se vendarle nismo nič naučili in se nismo, glede Srebrenice in zločinov, kjer nekako potrjuje te elementarne ugotovitve, ta avtoritarna podredljivost, sindrom avtoritarne podredljivosti in pa seveda sklicevanja na avtoritete v določenih družbenih okoljih, ki priznavajo avtoriteto, recimo duhovnikom, vojaškim poveljnikom, figuri očeta v familiji in tako naprej. Pravi, gre za neka družbena okolja,
ki znano čislajo te avtoritete in vrtcem takrat nekako potrjuje te elementarne ugotovitve, če tudi vrtcem je bil potem sam kritiziran, da prečino neke sekundarne podatke in sklepov nekaj. Samo če se vrnem k temu, da ste dejali, neposredno povezano, ko ste dejali, da danes takšne raziskave ne bi bile več možno izvajati, ker ne bi dobili nobenega etičnega soglasja do drži. Edino, kar je treba pri tem pripomniti, zato da se naredimo celovitejšo sliko, je ta, in o tem sem prej že posebno že govoril, da se vendarle izvaja. Takšne ali drugačne, morda še hujše, le do tem več ne vemo. Vedeti moramo, da obstajajo raziskave znotraj dnevne svetlobe, znotraj zakonskih prostorov, znotraj demokratičnih držav. Vse tisto, kar tukaj spodleti ali kar se že naprej ve, da ne bi bilo odobreno, tam posamezniki, preveč zagreti posamezniki in roko na srce vemo, da med nami vse so, povsod, skušajo te raziskave potem izvajati tam, kjer jih nihče ne nadzira. Ker to se vedno dogaja, skratka obstaja neko podzemno raziskovanje. Na Kitajskem, v azijskih delih, afriških delih in tako naprej. In tam se potem skrupulozno, brez skrupulozno se eksperimentira, o rezultatih ne vemo, o žrtvah ne vemo nič, če pride do kakšnega velikega odkritja, se ga potem prenese, če ni več neposrednega ogroženja, potem si ga prenese v razviti svet, kjer se potem vse to lepo izpelje znotraj urejenih predpostavk, zakonskih regulativ in etičnih norm. Ne da bi vedeli, kaj se dogaja zunaj. To ne govorimo o tem, koliko je tega, vemo pa, da to je. In če poznamo dovolj človeško naravo in glede na aktivite, ki počnete, pa tudi če tega ne bi počeli, dovolj je samo, da opazujemo ljudi okrog nas, bomo točno vedeli, kaj vse se v tem svetu dogaja, kaj nam vedno znova dviguje vse in tako naprej. Torej, poznaš pravilno še ne pomeni upoštevati? Daleč od tega. Ljudje iščejo razne poti, da bi se izognili vsem čerem in oviram, ki jih onemogočajo pri tem, da bi oni si svojo strokovno odličnost lahko izkazovali, poklicne ambicije in čisto osebne interese. Žal. Mislim, še na nekaj, dobro, kar tudi predstavljam izmed elementov, ki jih presojamo etično ustreznost raziskav in ki so nekaj pomembne. Tako, ko ste premenili, da vi ste ugotavljate tudi tiste stvari, ki vplivajo lahko negativno na posameznika. Načelno takrat, kadar tekom raziskave ugotovimo dejstva, na podlagi katerih lahko sklepamo, da je posameznik ogrožen, smo kot raziskovalci dolžni ustrezno ukrepati. Kar pomeni, da že če v okviru neke raziskave uporabljamo recimo vprašanje depresivnosti, pri katerih je eno izmed vprašanj o tem, ali nekdo razmišlja o samomoru, ali načrtuje samomor. Če imamo tako vprašanje vključeno v raziskavo, potem je obvezno del celotnega raziskovalnega postopka tudi vključevati to, da se v takem primeru kontaktira ustreznega psihoterapeuta ali neko drugo osebo, ki bo potem temu udeležencu lahko naprej pomagala. In smo dolžni v takih primerih poskrbeti za to, da človeku pomagamo. En izmed očitkov ali pa razlogov, zakaj je prišlo do tega, da so začeli te etične konvencije uveljavljati v zakonodaji v ZDA, je bil primeren ene raziskave, kjer so spremljali učinke sifilisa, pa so enostavno udeležencem, za katere so vedeli, da imajo sifilis, tudi takrat, ko je prišlo do odkritja penicilina in bi jim lahko pomagali, so enostavno odrekali pomoč, da so lahko še naprej ugotavljali, kakšne so dolgoročne posledice sifilisa. Danes se tega ne bi smeli privoščiti in kadarkoli neka raziskava lahko bodi si pripelje do tega, da ugotovimo neko tveganje za udeleženca, ali pa kjer lahko zaradi tega, nekaj zgodovinske raziskavi, če sprašujemo po vojnih pobojih, pripelje do negativne čustvene reakcije, ki je lahko predvidljiva, moramo imeti postavljen v ozadju celoten sistem, kako bomo človeka, pri katerem je lahko prišlo do emocionalnih, neželenih reakcij, kako mu bomo lahko pomagali, kako bomo naprej usmerili, kako bomo lahko preprečili, da bi udeležbo v naši raziskavi nanj imela lahko negativne posledice. Je danes kaj takega, kaj zaradi teh vezdostrožjih pravil pravzaprav ne morete početi, če pač delamo te raziskave v našem okolju, če se pravzaprav resno umimo na te, ne pomislimo na tiste, ki jih izvajajo kljub temu nekje v skrito pred očmi javnosti. Recimo, Milgramova raziskava je bila s prevaro. Pravzaprav ljudje, ki so kaznovali, tisti, ki so dejali napačne odgovore, niso vedeli, da so pravzaprav oni predmet raziskave.
Če bi vi recimo želeli raziskovati, kdaj, kako ljudje lažemo, če bi jim prej pravzaprav to povedali, od te raziskave nimate dobrih odgovorov. Ali so, katere zadeve so, ki jih danes več ne morete raziskovati? Ja, to ne, fajn imeti kakšne čist konkretne primere. Zdaj, včasih se da neko raziskovalno vprašanje do njega prijeti na malo drugačen način, kot ste pa rekli, z temi lestvice pa fašizm. Ja. Včasih je pa tako, da dejansko ne moramo neke raziskave narediti, če bi predhodno udeležence seznali s tem, kaj je namen raziskave. Takrat je potem težka naloga Komisije za etiko, da presodi, ali bodo zaradi prevare lahko prišlo do negativnih posledic za posameznika, tako kot je bilo recimo v primeru mikromalih raziskav, in zares ne gre brez prevare, in ali bo nekako spoznali, da temu prišli, nekako tehtala prevaro, ki je bila uporabljena. Zdaj, take, v katerih bi dejansko lahko prišlo do nekih dolgoročnih, negativnih, psihičnih ali pa fizičnih posledic, si predstavljam, da je danes najbolj možno sredstvo. Kaj mislite vi? Kaj lahko pravzaprav je danes to področje omejeno, da pravzaprav je veliko stvari, ki bi jih mogoče kdo želel raziskovati, pa se ne raziskujejo. Mogoče ne vem, ali bi lahko raziskovali neko ranljivo skupino, ki sama pravzaprav ne more dati privoljenja osebno. Vedno se mora posameznik sam strinjati. Govorila smo o tem, ali bi lahko recimo raziskovali ljudi, ki imajo demenco. In bi pravzaprav dali pripomni zavesti soglasje, ko se ne bi spomnili, ali se lahko z njimi raziskuje ali ne. Bi ga morali dati še enkrat. Sicer pa, kar se tiče soglasja, vse to so tudi lahko predmet raziskav. Če raziskujemo, recimo, jaz sicer naj poudarjam, nisem medicin, sem filozof, zato govorim tukaj zdaj zadeva, ki jih slabše poznam, ko samo splošno govorim o teh izkušnjah, ki jih imam, ki sem si jih pridobil na delu na Komisiji za medicinsko etiko. Skratka, če raziskujemo vpliv nekega zdravila ali pa pri otroški bolezni, potem lahko te teste izvajamo samo na otrocih. Otroci do 15. leta ne dajo privolitev, dajo pa njihovi starši. Skratka, nekdo, ki ne daje privolitve, je še vedno lahko predmet raziskave, če zakonski zastopnik za njega to lahko stori in je pripravljen to storiti. Seveda z vsemi informacijami, ki jih mora seveda dobiti, zato da se lahko primerno raziskavi tudi odločne. Ali pa otrok med 15 in 18 pa mora dati, pravzaprav tam je potrebno dvojno soglasje. Kada sam, 15-letnik do 18. leta, poznaje itak samostojen, in starš. Dvojno soglasje je tukaj potrebno. Ta soglasja so potrebna vselej tudi takrat, ko nekdo ne more dati, nekdo drug zanga, najbližji to soglasje lahko da tudi v primeru demence. Dementna oseba to lahko naredi, ali pa če je stanje demence tako hudo, da nima nobenega smisla prositi za soglasje, potem lahko tudi, če raziskujemo zdravila, ki skušamo na dementnih ljudeh potem preizkusiti in videti, ali jih lahko pozneje spravimo v trg, ker lahko potencialno pomagajo ali poblažijo simptome demence, potem lahko to njihovi najbližji storijo. Gre za dobro znanost in za dobro človeštvo. Seveda spet s določeno predvidljivostjo tvega, ki ne smejo biti taka, da bi se stanje preizkušene osebe eventualno lahko v uporabi teh zdravil poslabšalo. To je potem so dokaj strogi standardi, ki se morajo upoštevati za to, da se upošteva dobrobit tistega, ki je sam vpet v neko raziskavo. Naši komisiji smo nekako vedno zagovarjali to, da primarno mnenje da vedno udeleženec. Če je to 3-letni otrok. In tu 3-letni otrok ima pravico, če se mu ne paše več igrati, v smislu neke raziskave, pa reči, jaz pa ne bi več, imam vso pravico in takrat z njih raziskavo prekine. Seveda pa more za vse tiste, ki niso polnoletni ali pa ki niso samo previdni, kakšen je ustrezen pravni izraz, morajo dobiti dodatno potrditev skrbnika, ampak mislim, zmeraj imajo samo potrditev osnovne želje udeleženca samega. Profesor Štarc, ali lahko vaši otroci v osnovni šoli rečejo ne v sodelovanju? Vsako leto 1% otrok mora biti.
To je približno 1 od 100 se noče zmeriti, ali ne posameznega testa, ali pa ničesar. Tako da vsakdo ima pravico reči, da se ne bo. Ampak tega je relativno malo. Tudi letos smo gledali, koliko je manjkajočih meritev. Merska baterija ima 3 antropometrijske teste in 8 gibalnih sposobnosti. Je tako majhen delež letos manjkajočih meritev, da smo bili zelo začudeni. Se pravi, 300 otrok v celotni populaciji, ki ni imelo kompletne meritve, ker je tako manj testa. Ja, pa jih pač ni bilo, ker se, ne vem, merske naloge, ki se v telovadnici delajo, se vejo, katere so, potem, ko so pa teki, se mora iti pa ven, pa pač to naslednjo uro naredi, tako da nekateri skalkulirajo, pa jih pa naslednjo uro ni v šolo, predvsem kakšni srednješolci, če se jim ne da, znajo prešpricati kakšno stvar, ampak tega je relativno malo. Zdaj pa pridemo do hranjenja podatkov. Kako zdaj vi hranite podatke in ali se da pravzaprav ugotoviti, za koga gre? Mi ne smemo hraniti osebnih podatkov. Se pravi, ko mi za šolo naredimo obdelavo, ko šola dobi otroke, liste otrok z obdelavami, moramo mi osebne podatke otrok zbrisati iz naših zbirk. Tako da poimenske sezname oziroma podatke v obliki, kjer se da slediti posamezniku, lahko hrani samo šola. In še to 1 leto po tem, ko otrok zapusti šolo. Potem pa je mora to šolo uničiti. Tako da zaenkrat je stvar takšna, se pa seveda stvari spreminjajo. Mi uvajamo nov sistem, Moj Slofit, kjer pa bodo imeli na primer možnost dijaki na koncu, ko bodo odhajali iz izobraževalnega sistema, pravzaprav zaprositi, da se ti njihovi podatki trajno hranijo in da je njihov profil celo življenje na voljo. Sicer pa mi z osebnimi podatki ne moremo več operirati. Prej v zgodnjih 90, predvsem 80 se je to dalo, so se ti podatki hranili in so se tudi uporabljali tudi za namene vrhunskega športa, na primer. Spomnim se, ko sem bil še jaz študent, na primer, se je vedel, da je Košarkarska zveza Slovenije vsako leto, ko je bilo konec meritev, prišla in so prosili, če jim dajo seznam, ne vem, 100 najvišjih in najbolj gibalno sposobnih fantov in potem so hodili od starša do starša in spraševali, da bi ta fant prišel trenirati v Olimpijo, poskrbeli bomo za njegovo šolanje, če mu ne bo v to šoli, ne bo sme trenirati. Zaradi tega je tudi, na primer, so košarkarji bili tradicionalno najbolje izobraženi športniki v Sloveniji, na primer. To je bil eden učinkov. Ampak po letu 96, pa že prej, se mi zdi, pa ni v 90 letih ni nikoli prišlo do kakšnih takšnih stvari, da bi ti podatki, na primer, šli od nas kamorkoli. Ste mi pa povedali za zanimiv primer, ko pa so želeli priti do nekih podatkov, pa jim niste dali in da bi pa lahko šlo za zlorabo. Tam bi po mojem mnenju bi šlo za zlorabo, čeprav to je bilo v času osamosvajanja Slovenije. In takrat so nekateri želeli nekatere podatke, ne bom govoril kdo in katere točno, ampak in če bi mi te podatke jim dali, pravzaprav ne bi bili v navzkrižju z zakonom takrat. Mi bi te podatke lahko dali, in to državni instituciji. Ampak etična drža mojega predhodnika v takšno, da je rekel, ne, jaz ne dam nobenega imena v roke nikomu. In takrat ni dal od sebe ničesar. Tako da takrat je bila zanimiva situacija, ker je bil pritisk moči, prav neke državne institucije, na nekoga, ki je bil odvisen od te državne institucije, ki je državna institucija, oziroma ki ga država financirala, pa jim je to odrekel. Kljub temu, da to ni bilo nezakonito, je bilo pa neetično. Kaj pa dostop do podatkov? Kdo lahko dostopa do teh podatkov? Ja, se pravi, do podatkov posameznega otroka lahko znotraj posamezne šole dostopa učitelj oziroma tisti učitelji, ki so za to pooblaščeni, seveda starši.
jaz kot vodja raziskave in tisti, ki največ podatkov moram pregledati, imamo pogled takrat, ko se podatki čistijo in obdelujejo, potem ta pogled tudi jaz zgubim. Dejansko vse podatke, vsako leto vidim samo jaz. Potem sta še dve osebi, ki vidita delno podatke, ki vsak obdela kaj, in to je to. In tukaj za nas je to težava. Mi ne želimo, ne smemo imeti velikega kroga ljudi, ki bi te podatke lahko pogledovali. Dela je pa ogromno. Jaz bi lahko imel 10 ljudi, ki bi to delali, pa ne morem imeti. Ne upam imeti in ne smem. Lahko bi imel samo, to bi pomenilo nesorazmerno velike zagate in težave za nas, logistične. Tako da to pomeni, da takrat, ko se podatki obdelujejo, se bolj malo spi. To so 3 meseci, kjer se dela po cele dneve in pol noči, da podatki hitro pridejo nazaj do uporabnikov, da dobijo povratno informacijo, še predtem se šolsko leto zaključijo. Profesor Repoš, kako vi hranite podatke, takrat ste kupili sef? Spravi pa sef očitno. Ja, do določenega dela. Tako nekako pravilo, ki se ga držimo, je, da takoj, ko ni več potrebno vedeti, od koga določeni podatki so, kar je pri enkratni študiji, takrat, ko se zaključi zbiranje podatkov, pri neki longitudinalni študiji, pa takrat, ko se zaključi naslednja faza, takrat pač zbrišemo povezavo med kodami in med identiteto posameznikov. Pričemer je ves čas tako, da so dejanski rezultati, ne bo to rezultat na vprašalniku, na nekem kognitivnem testu, vedno hranjeni izključno in samo z kodo, na podlagi katere se ne more prepoznati, od koga ti podatki so. Povezava med kodo in posameznikom je vedno hranjena ločeno in zaščiteno. In za tega sef, za tega datoteke, ki so ustrezno enkriptirane. In po zaključku zbiranja podatkov se pač te uniči fizično oziroma pač zbriše. To nekako je v največji meri z etičnimi načeli, vsaj tako, kot jih interpretiramo, in hkrati tudi največja zaščita za raziskovalca, ker takoj, ko hraniš osebno identificirane podatke, za sabo potegne to predvsem kompleksno zakonodajo, na kakšen način morajo biti podatki hranjeni, zaščiteni, kako imajo ljudje, kako omogočiti ljudem dostop do njihovih podatkov in temu se s tem, ko jih po nekateri terminologiji deblokiramo, identificiramo, kako že, skratka, uničimo povezavo med posameznikom in njegovimi podatki, se temu izognemo. In takrat so zares podatki zgolj na nivoju skupine ali pa podskupin opredeljenih glede na demografske podatke. Pričemer je treba seveda pri tem biti pazljiv. Če hranimo demografske podatke, to ni rojstni datum z dnevom in pomočnice celo uro. Podatki so deidentificirani samo takrat, kadar za nekimi normalnimi vloženim naporom ni možno ugotoviti, za koga gre. Ni dosti, da se zbriši samo ime in primer. Dosti, da treba zapisati še marsikaj drugega. Še posebej takrat, da gre za neke mejne skupine, da gre za specifične populacije, takrat je treba biti še toliko bolj dosti. Profesor Roman, vi ste že prej rekli, da podatke dosti hitro anonimizirate, spravi, kdaj ti začnete govoriti vprašanje in že kar takoj, kako potem vi hranite te podatke, se da kakorkoli za nazaj rekonstruirati, za koga gre, se da najdete recimo posameznika, ki je sodeloval in vsa njegova mnenja? Načeloma da, ampak moral bi nekdo izkazati zelo utemeljen interes. In tudi ga včasih moram povedati. Torej, mi moramo najprej našim anketirancem pojasniti, da nobena anketa ni anonimna, ampak da so podatki tajni in da z njimi skrbno ravnamo. Anonimna seveda ni zato, ker je osnova za dostop do ljudi register prebivalcev, pa tudi če ne bi bil register, recimo kolegi v Nemčiji nimajo dostopa do registra, imajo pa dostop do volilnega imenika, mora biti javni, demokratični standard. Tudi pri nas bi si delo lahko otežili na ta način, če bi nam prepovedali dostop do registra, bi mi lahko vzorec rekonstruirali iz volilnih imenikov, ki so, ampak bi imeli težavo.
Tisto, kar poskušamo narediti, je v neki fazi raziskave prekiniti povezavo med identiteto, šifro in pa odgovore. Ne. Tega ne naredimo takoj, tudi zato, ne, ker je kakovost podatkov v veliki meri odvisna od stopne realizacije vzorca. Na kratko bom pojasnil, kaj to pomeni. Ne. Načeloma ima vsak državljan v Sloveniji teoretično enako verjetnost, da bo izbran v vzorec, gre za principe slučaja. No, na osnovi tega, po principu čistega slučaja, izberemo recimo bazen 4000 ljudi in želimo doseči stopnjo realizacijo vzorca, recimo 50%, da zajamemo neko strukturno istovetnost. Ne? In to je težko, ker ljudje čedalje bolj zavračajo sodelovanje v teh anketah, tudi zaradi zlorab, ki se dogajajo, zaradi komercialnih motivov nekaterih agencij. Zdaj, če mi ne dosežemo te stopnje realizacije, da imamo zelo veliko zavrnitev, recimo, pridemo domov, pa ljudje rečejo, prav, zelo smo veseli, da se ne izbrali, ampak ne bomo odgovarjali, potem mi seveda ravnamo po protokolu in ne moramo potrkati na vrata njegovega soseda, ker ta oseba v resnici ni bila izbrana v vzorec. Ker ne smemo pravzaprav po principu nekega drugačnega naključja izbrati tega človeka. Zdaj pa, kaj se nam zgodi, če imamo veliko zavrnitev? Nekdo bi pomislil, to pa ni nobena težava, ne, če v volilnem imeniku približno 1 700 000 prebivalcev, vi ste rekli, da jih rabite okrog 2000, in boste pa našli 2000. Ne. Težava je v tem, da imamo nek strukturni deficit v vzorcu. Ne. Imamo vzorec ljudi, ki zavračajo sodelovanje v anketi, nižje izobraženi, iz urbanih naselij, ne, iz primestnih ali pa vseh. Torej moramo mi nadomestiti osebo, ki spada z raziskavo, ki bo v strukturnem smislu identična. Ne moramo preprosto novirati ljudi. Zato ne smemo prehitro prekiniti povezave med ID-jem, identiteto in podatki. Na neki točki to vendarle potem tudi storimo, ne, in podatke shranimo v sef. Včasih je bil to fizičen sef, ne, danes je pa elektronski sef in moram reči, da smo se včasih bolj počutili, ker smo bili sami skrbniki za varnost teh podatkov. Danes pa je to v virtualnem sefu zakodiran, šifriran dostop do podatkov in nismo posebni zaradi znanih vdorov. Ampak še eno stvar sem prej želel dodati, ki ste rekli, ali kaj ne smete. Zdi se, da je dovolj bližnic, da lahko skoraj da vse počnemo. Pravilno vprašanje, ali želite vse početi. Nekaterih stvari pa ne želimo početi, kljub temu, da imamo možnost. V pripravah na ta najem pogovor sem vam omenil eno zadevo izpred 20 let, moram povedati, ki je bila identična temu, kar se je kasneje zgodilo s tako imenovano Cambridge Analytico, ki je bila seveda obsojena, da je pomagala Trumpu na oblast. Nam se je najbolj zamalo zdelo, bom tako rekel, da so Cambridge Analytico razglasili kot metodološko in tehnološko inovativno organizacijo, ki je potuhtala nekaj, kar drugi ne znamo. Seveda nič od tega ni res, gre za neko zelo banalno zadevo z zajemanjem tako imenovanih metapodatkov. Pač tehnologija internetna danes to omogoča, Facebook analiza pa karkoli. Nam se je pred 20 leti zgodilo, da je prišel k nam nek zelo velik trgovec, nepomembno, torej kdo to je, in nas prosil, če lahko optimiziramo njegove poslovne poti. Najprej nismo vedeli sploh, o čem se pogovarjamo, potem pa ugotovimo, da ima trgovec velike stroške, če vse ponuja vsem. On je hotel v bistvu profilirati. Rekel je, veste, mi imamo velike stroške, če Oxfordsko enciklopedijo ponujamo nekomu, ki hoče imeti boogie fish ribo. To sem se zapomnil, zato ker je bil takrat to hit izdelek. Neka boogie fish, plastična riba, ki je začela se zvijati, če je nekdo zažvižgal. In je rekel, mi bi radi prave stvari pravim ljudem prodajali. In ne znamo tega narediti. In smo rekli, ja, tudi mi ne, ker tako, ker mi smo marketingeri. Pravi, ne, nam se presti, da znate. In sicer zakaj? Ker imamo mi en kup podatkov, za katere ljudje ne vejo, da jih imamo in pravzaprav dobili smo pa soglasje njihove, da jih lahko imamo. Drobni tisk.
slipe od kartic plačilnih, ankete, ki so jih izvajali, katere izdelke si želi. Skratka, imeli smo eno množično podatkov, ki jih je bilo mogoče s statističnimi procedurami obdelovati in si lahko zelo hitro ugotovil profil posameznika, ki si nek izdelek želi. Eksperimentalno smo to zase naredili in ugotovili, da smo pošastno natančni. In smo se na osnovi tega odločili, da ne bomo tega naredili in smo zavrnili takrat ta posel, ki nas bi mogoče celo opolnomočil, da bi kakšno drugo koristno raziskavo naredili, ker bi denar dobil, ampak nismo tega naredili, zares ne. Ampak so drugi za nami potem to komercialne agencije naredili. Potem se pa pojavi ta Cambridge Analytica, ki je pa banalna zadeva, pri kateri je treba povedati, da ne gre za nobeno posebno tehnologijo, gre samo za odsotnost vseh etičnih in moralnih standardov pri ravnanju s podatki, če seveda to cepiš na poslovni model. Največja spornost pri Cambridge Analytica seveda ni bila zloraba podatkov, ker so ljudje te podatke sami nemarno puščali za sabo, pa jih objavljali na internetu. Veste, kaj je bilo sporno? Da so potem raziskovalci skupaj z naročniki blokirali dostop nekaterih informacij do teh ljudi, ki so ponudili te svoje informacije. Zakaj? Ker so z raziskavami ugotovili, da gre preprosto za čisto navaden oglaševalski kanal in da ljudje se dalj časa zadržimo na vsebinah, ki so ekscesne vsebine. In ker je teh ekscesnih vsebin zelo kmalu zmanjkalo, so se jih začeli preprosto zmišljevati. Če so recimo zame ugotovili, da sem skrajni levičar, recimo, potem so naenkrat začeli blokirati informacije, ki bi me utegnile odvrniti od tega mojega prepričanja in so me začeli seveda polniti z informacijami, ki so me utrjevali v prepričanju, da imam prav. Nedavno je bil v Guardianu 14 dni nazaj objavljen nek članek, ki govori ravno o tem z naslovom: ali mislite, da so vaša stališča ekstremna? Niso. Poglejte se YouTube, ker gre zopet za poslovni model, za algoritem, kjer, če vi iščete recimo informacije o vegetarijanstvu, ne boste dobili pametnih informacij, ampak vas bodo takoj usmerili na veganstvo. In sicer zakaj? Ker je algoritem narejen zato, da nas usmerja, kanalizira našo pozornost k ekstremnim informacijam. Zdaj sem dal najbolj benigni primer, v resnici so bolj resne stvari v ozadju, predvsem glede ekstremno desnih skupin. Tako je to narejeno. In mi, pravim, se izredno trudimo, da podatke staromodno anonimiziramo. Tudi ljudje so navajeni zdaj spraševati, če so varni potem, ko z nami sodelujejo v istem hipu, mogoče isti večer ali pa kaj pa vem kdaj, pa vidimo, da je ta naš anketiranec na Facebook profilu ali pa Twitterju objavil stvari, ki vas morajo zaskrbeti. Puščamo sledi nemarno za sabo. In pridem nekdo in to uporabi. Če lahko tukaj še dodam, pritisk kapitala tudi na raziskovalce je velik, je izjemen. Tudi smo imeli primer 3 leta nazaj, ko smo začeli delati v enem Horizon projektu, da je en velik proizvajalec sladkih pijač si zaželel biti partner v tem projektu. Absurd je bilo pa to, da je bil celoten projekt vreden 700.000 evrov, to je pač bil budžet, oni so pa prišli z kočko z $1 milijon evrov, samo če so lahko zraven. In veste, da ljudje, ko smo to slišali, smo rekli, kar naenkrat, skušnjava, Nis čisto vse eno. Na koncu smo začeli, mi bi s tem milijonom lahko naredili marsikaj koristnega, ampak smo od to odklonili, ker smo vedeli, da je interes te multinacionalke odzati drugačen in da bo, če bo vstopila in bo imela možnost kakorkoli vplivati ali pa dobiti informacije, ki bi omogočile izdelavo boljših sistemov. Narašča ta problem. Ljudje zelo poenostavljeno predstavljajo, kaj pomeni pomanjkanje denarja. V resnici ne gre za pravo pomanjkanje, gre za preobilje spornega denarja. Ko naša
vlada katerakoli, nočem zdaj zelo konkretno govori o tem, kako zelo je treba spodbujati sodelovanje gospodarstva in znanosti. Se pravzaprav naivno ne zavedamo, kaj to pravzaprav pomeni. Če bi Galileja poskušali prisiliti v to, potem bi še danes verjeli, da je Zemlja ravna plotsko. Hočem pač povedati, pa aplikativna raziskava, gre za selektivn nabor tem, ki ti jih nekdo financira, ti si znotraj ozkega segmenta lahko etičen, moralni, metodološko in vseh pogledih profesionalni. Ampak šlo je za neko selekcijo tem, o nekaterih stvareh se sploh ne govori, o nekaterih stvareh se ne raziskuje, ki ni denarja in znotraj tega segmenta, za kar pa imaš denar, si pa ti lahko genijalc, pa vse skupaj končni rezultat močno spomen. V bistvu smo naredili tak lep zaključek, ko je sama bila naredila, da niste sprejeli denarja, ki bi ga lahko, kar pomeni, da vsaj v tem prostoru raziskave so etične, nekako smo prišli do tega, da pa ljudje sami smo težava, ker v sebi povemo več, kot želimo in to se pa lahko kdaj obrne tudi proti nam. Profesor Rošlaj, bi še bi mogoče za konec kaj povedali. So te naše raziskave etične, smo zdaj videli, da recimo vsaj, kar se tiče naših gostov danes, jim lahko zaupamo. Jaz jim zaupam, nimam razloga, da jim ne bi. Hočem reči, pri nas so standardi že tako visoki, da smo lahko dokaj pomirjeni, da se ne dogajajo velike zlorabe. Vse pa prav gotovo dogajajo. Glede tega se ne smemo slepiti, preprosto zato, ker smo ljudje in takšni so med nami. So postavili tako visoki, tudi kar se tiče Komisije za medicinsko etiko, je najstarejša v Evropi, to se pri nas premalo starejša od nemških, angleških in tako naprej. Včasih nam celo očitajo, sicer jaz sem relativno mlad član, da smo preveč rigorozni in strogi, mislim, da je to dediščina preminulega predsednika Jožeta Trontla. Glede tega si vsak ustvarja svoje mnenje, tudi jaz jih imam, ampak včasih je bolje biti malo prestrog, kot pa preveč dopustiti ravno v okoliščinah, v katerih živimo, ki se jih zelo hitro da zlorabiti. In če malo popustiš, imaš takoj, kot se mu pravimo, slippery slope, spolska tla in potem zelo hitro začne gledati na to vse skupaj. Zato mu ta včasih smiselno nekoliko bolj zategniti uzde. Mislim, da pri dobronamernih raziskavah še vedno ogromno manevrskega prostora za nekaj dobrega za družbo kot tako naredimo, tudi če so v njej posamezniki tisti, ki so pripravljeni žrtvovati svoj čas, pa morda tudi včasih dobro počutje, da se naredi iz tega nekaj dobrega. Vprašanje je potem bolj tistih, kako nosilci raziskave, kako s temi informacijami razpolagamo, kako jih interpretiramo, to so potem dodatne težave, o tem bi lahko bi dolgo govorili. Najlepša hvala vsem štirim, profesoru Han, profesoru Ošlaj, profesor Repovž in profesor Štac, najlepša hvala.